Dober dan vsem. Veseli me, da smo še zmeraj v dokaj dobrem številu na drugem dnevu, oziroma na tretjem dnevu izobraževanj in tabora Društva Krvni bratje. Včerajšnji dan je bil kar naporen, nekateri so še zmeraj se rehabilitirajo oziroma že pridno športirajo, tako da predlagam, da začnemo z današnjim dnem, ki je bolj društvene narave. Spregovorili bomo in sicer naša socialna delavka, gospa Sonja Hül, nam bo predstavila anketo, ki smo jo hemofiliki izpolnili ob lanskem taboru, ki govori o socialnem statusu bolnikov s hemofilijo. Tako da predajam besedo gospe Sonji Hül. Ja, lepo pozdravljeni vsi. Vidim, da ste si spet vreme zrihtali, tako kot je treba, da se znajdete tukaj v Prekmurju. Zdaj tale v bistvu predstavitev lanskih rezultatov, na kratko bomo šli čez, zdaj ne vem, ali sama kaj premikam, ali mi boš? Se ni. Ja, ni nič, nekaj je teh splošnih podatkov, odgovarjalo je med lanskimi udeleženci 28 članov Društva Krvni bratje, med njimi je bilo čist majhen odstotek oziroma 10% dobrih žensk, pa 90 moških, kar je že tako pričakovati glede na naravo bolezni. Starost, največji delež jih je bilo starih med 40 in 60 let, nekaj je bilo tudi mlajših, se pravi 21% jih je bilo med 20 in 40 let, pa nekaj potem blizu 18% nad 60 let. Tako da tudi potem nadalje, ko smo spraševali o okužbi s hepatitisom, se tudi malo pozna potem ta starost, da mlajši malo znižate ta procent. Potem naprej smo se, prosim, osredotočili tudi malo na izobrazbo. A kakšno luč ugasnemo, so kaj boljš videli mogoče? Ja, zdaj tako. Okej. Ja, tehnika nam spet malo nagaja, tako kakor rada. Zdaj izobrazba, večina oziroma večji del, 42 oziroma skoraj 43% jih ima srednješolsko izobrazbo, potem pa tudi še 14% dodiplomsko in 25% podiplomsko izobrazbo. Tako da v bistvu se to potem pozna tudi malo pri dohodkih. Večina je samskih med vami, dobra polovica, se pravi 53,6%, potem jih je 35 v zvezi, potem en vdovec, pa 2 razvezana. Naprej smo se potem malo spraševali o statusu zaposlitve, se pravi polovica pravzaprav je zaposlenih ali za nedoločen ali za določen čas. Velika večina pravzaprav za nedoločen čas, skoraj 43%. Potem druga polovica pa ali delno invalidsko ali pa polno upokojenih, invalidsko ali pa nasplošno. Tako da se tudi potem pri prihodkih to verjetno malo pozna. Do 500 evrov ima kar tretjina članov v bistvu prihodek samo do 500 evrov. Potem 43% do 1000 evrov, pa 25% 1500 evrov in več. Se pravi, je v bistvu kar velik delež članov društva pod pragom revščine, tako tudi minimalna plača, mislim, da je 1024 evrov, bila letos. Tako da pravzaprav je status finančni najbolj zaskrbljujoč, in potem tudi vpliva, seveda finance vplivajo na kvaliteto bivanja, na možnosti mobilnosti,
pravzaprav na vse, na status v družbi, kakorkoli, kaj si lahko prvošaš, česa si ne moreš in tako naprej. Tudi z tega naslova je potem bilo v lanskem letu nekaj teh socialnih pomoči namenjenih oziroma se morate potem sami obračati po kakšne druge še pomoči na centre za socialno delo pa tako naprej. Potem naslednji je pa tip hemofilije. Največji delež, se pravi skoraj 86% ima tip A, potem 3,6% tip B, 3,6% von Willebrand, tip pa 7,1% ostale motnje starjevanja krvi. Zdaj, kar se tiče pa okužbe s hepatitisom, je pa kar zelo velik delež ima to okužbo. Prej je rekel tudi Dominik mi, da predvsem starejši člani ste v večji meri imate to okužbo, Zdaj mlajši, ker je bilo tudi kar nekaj mlajših anketirancev, so ta odstotek malo znižali, ampak še vseeno vas je preko 60% oziroma skoraj 65% z okužbo. Največji delež, se pravi 57,2% oziroma imate samo okužbo s hepatitisom C, potem 7,1% pa še B zraven, se pravi B in C. Zdaj sreča je ta, da okužbe s virusom HIV ni. Nekaj, predvsem mlajši, potem skoraj 36% jih je pa še brez okužbe. Potem pa na koncu, da se še malo na tole kategorijo oziroma stopnjo invalidnosti osredotočimo. Zdaj polovico vas ima status invalida oziroma ste uvrščeni v kategorijo 1, se pravi, da ste niste zmožni opravljati dela. Tako, se pravi, da imate poškodbo 50% in več, ali kako je že. V glavnem, potem jih je še 7,2% dodatno v kategoriji 2, 35,7% v kategoriji 3, 7,2% v kategoriji 4. Zdaj, novost letošnjega leta je sprememba zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju. S 7.8. so prišle v veljavo spremembe, da lahko ponovno pridobite invalidnino za telesno okvaro. Zaradi priročene bolezni. Tako, zaradi bolezni, poškodbe, naslova dela, Ne. Ja, tako, zaradi bolezni. Morate pa vlogo pravzaprav dati na spis, mislim, da je do 31. januarja, da se vam potem šteje zdaj od 7. naprej, in tudi tisti, ki imate že, mislim, da je že pač priznana ta invalidnost, da vam ni treba nekih dodatnih dokumentov pošiljati, kdor bi pa od začetka vlagal, mora pa vse celotno dokumentacijo pol zdravstveno poslati zraven, Boste morali pa pol z osebnim zdravnikom. Načeloma pa to sami vložite, to vlogo na spizu. Potem pa tudi, verjetno že poznate, tudi to invalidsko kartico ugodnosti oziroma evropsko invalidsko kartico. Mislim, da leta 2017, da se je nehala ta poskusna doba oziroma pilotni projekt, ki je bil, in od takrat lahko pridobite to kartico na upravni enoti, če jo še nimate. Imate pa z njo nekatere ugodnosti, komercialne popuste. Zdaj ne vem, če ima kdo kakšno bolj konkretno izkušnjo, kaj si z njo lahko pomagate. Ne. Jaz bi predlagal vsem, da vsi podamo, ki imamo neke statuse invalidnosti, kategorije, da podamo in še nimamo te invalidnine, da podamo te vloge, sicer ti zneski, kot smo včeraj slišali, ko smo se pogovarjali, niso visoki, ampak gledajte, če je 50 evrov na mesec, pa je to 600 evrov na leto. Tako, 8 kategorije. Ne vem, mogoče za en dodaten dopust ali pa nekaj takega si lahko s tem privoščiš, ali pa da plačaš dopolnilno zdravstveno zavarovanje. Tam razponi od 50 do 70, minimalne pa maksimalne. Ja, od 30% naprej, poškodno. Tisti, ki že imamo neko invalidnost priznano, nam ni treba vlagati nič drugega razen vloge. Ja, mislim, da je tako bilo na spletni strani, ko sem brala, sporočilo za javnost, se pravi, vlagate sami in piše, da za tiste, ki že imate, bom še malo pogledala polno,
da ni vam treba nič dokumentacije dodatne pošiljati, kdor bi pa na novo uveljavljal, je pa treba vse to zdravniška mnenja, da je zaključeno zdravljenje. Vlogo pa morate dati. Ja. Zato, ker od 2013 naprej pravzaprav ni bilo tega dodatka do zdaj. Če imaš ta dodatek za invalidnino, če ti piše zraven invalidnina, pri tvojem penziji ali kaj imaš, potem ti ni treba. Ampak ja, od leta... Mislim, jo itak dobivaš, tisti, ki jo ne dobivajo. Ja. Mislim, da od leta 2013, da se ni dal... Ja, se ni dal potem zdaj... Ne glede na kero. Imaš v bistvu za ta dodatek je 8 kategorij. Imajo oni, se pravi, 30% naprej, se pravi poškodba, telesne okvare, v 30% naprej, tako oni potem določijo. Ja. Ne, ker se za vas nič ne spremeni. Razen, če se je tebi status poslabšal, tako. Če se je pa stanje moraš dobiti 70 evrov. Ti dobiš maksimalno. Tako da zdaj ti nimaš kaj delati. Tisti, ki nimamo tega. Če se je poslabšal, ampak če hočete več, morate dati zraven dokaz, da se vam je poslabšal. Tako. Da se je stanje poslabšalo. Če se tebi status spremenil, da si težji invalid, mora postopek sprožiti tvoj osebni zdravnik. Če pa ti že imaš neko stopnjo in se nekako strinja s tem, pa vloži samo da hočeš imeti še invalidnino zraven. Tako, če je ne prijemaš. Če jo pa že prijemaš, če ti piše na tvojem izpisku oziroma na tvoji od spiza, piše invalidnina, potem tega ne moreš še enkrat prositi. Ja, koda, ja, tako. Ker to je ta dodatek za telesno okvaro. Tako, telesno okvaro, ja. Dodatek za telesno okvaro. Tako, in to tudi rečemo ženske. Ponovno na komisijo, da te zopet ocenijo. Če imaš, ti ni treba. Ja, če bi pa od začetka, je pa vse, ja. Je pa tako. Lahko jaz samo nekaj vprašam. Jaz sem šel pred 10 leti v penzion in so mi rekli na spizu, prej sem dobil invalidnino, ker sem bil v 3. kategoriji invalid, in so mi rekli, da zdaj, ker sem v penzionu, da mi invalidnost več ne pripada. Zdaj jaz vem, da od leta 2013 naprej niso več invalidnine izplačevali. So to ukinili pač za tiste, po moje, ki so takrat šli v penzijo. Zdaj vam pa spet od avgusta naprej, od 7. avgusta pripada. Dajte vložiti, ja. Preko svoje zdravnice. Jaz mislim, da boste mogli vse vložiti, če nimate priznana, ne? Ja, da zdravnica vloži, če boste do 31. januarja imeli popolno vlogo, potem vam bojo s 7. 8. za nazaj povrnili, a ne? Od 31. januarja naprej pa pač bojo pa s tistim datumom tako, ko ponavadi je do pol leta nazaj povrnejo, no, s tistim datumom vložitve, ker ta proces tudi traja, imam jaz izkušnjo res od 4 mesece, a ne? Ja. Dvakrat vse preverijo. Kar dobiš, dopolnitev vloge, tako da je res kar zahtevajo, zelo so natančni. No, zdaj se mi zdi, so še malo dvignili kriterije v tem času korone. No. Lahko še jaz nekaj povem glede Evropske invalidske kartice? Prosim, ja. Jaz imam za sina, ker je obravnavan kot otrok s posebnimi potrebami, ker ima hemofilijo, ni pa invalid. In recimo te ugodnosti so na spletni strani, internetna stranje, kjer je za celo Slovenijo opredeljeni so popusti, kje se nahajajo. Recimo, tu za manj Arboretum Volčji Potok ima pač za invalidsko izkaznico imaš 76% popust. 2 evra je stopnina, plus spremljevalec ima isto 2 evra. Potem vem recimo za živalski vrt v Ljubljani, to mi koristimo, imamo tudi čist neko minimalno ceno. Vem, da so članarina v knjižnicah so čisto zastojne. To so te komercialne popuste, tega je kar nekaj, verjetno sem. Odvisno, kar pač ima kdo in kaj pač uporabljajo. Se pač poišče tisto. Vse zato, dajmo si to vsi generalno zrihtati, da pač koristimo to, kar nam pripada. Tako. Pa da v bistvu tudi, da smo malo bolj aktivni s tem, ne?
Da greš kaj napravi za sebe, ali pa greš na neko predstavo, ali pa V- si kaj pa fitness verjetno tudi, ja, pa take. Velja pa, Pa nakup kakih ortopedskih pripomočkov, pa vsega tega. Ne? velja pa tudi v tujini, a ne, verjetno potem, a ne, v Evropski uniji. Ja. Tudi imaš nekje čist zastonj prevoz. Prevozi pa to, ja. Tako, ja. Se pravi, če jaz prav zastopim ta kartica in za vsakega v bistvu zdaj, kam ima hemofilijo tudi. Ne, ti moraš imeti nek status Invalidno. Ma niste pa govorili o tem, da če da zdaj neke te dedne bolezni ima ponovno... Ne, Uroš, zdaj zamenjuješ. Dve stvari sta. Ta kartica je, moraš že prej izpolnjevati tisto, da imaš invalidnost priznano v kategorijo. Status invalida moraš imeti. Status invalida. Da lahko dobiš to, kar... okvaro moraš imeti. To je pa drugo, je pa zdaj ta telesna okvara, je pa pogoj za... Telesno okvaro uveljavljaš na Zavodu za pokojninsko in invalidsko zavarovanje. To ti pa da upravna enota. To pa na upravni da enoti druge dobiš, ja. odločbe, ki jo imaš prej. Tako. Pa dve slike moraš. Ja, samo Ja. drugo, Ja, res. kaj pa tisti, kjer so še ne v penziji? Tudi to dobijo. Ja, dobijo to invalidnost, ne to. Ja, dodatek za telesno okvaro dobiš, glih to je fora. In upokojeni in delovno aktivni. Ma jaz ga ne dobim, ker jaz sem 70% invalid, ampak... Seveda dobiš. Od zdaj naprej, dajte vložiti, zdaj boste dobili. Pa zdaj vložiš notri, kaj dobiš 50 evrov, svoj dodatek. Ja, ti že imaš to. Invalidnino. Aha, ja, to je že. To je to za tiste, kjer še nemajo. Tisti, ki nimajo, ker zdaj 8 let tega ni bilo mogoče uveljavljati. Ja, zdaj je pa spet mogoče, so spremenili. Okay.